pravico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sloveče matere. Živej naj si narodi, ki hrebni dočakat dan. Tako da sonce prepil iz sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, da vrak le sosed bo bejak. Da rojak prost bo vsak, da vrak le sosed bo bejak. Spoštovani, pride čas, ko ni več časa, ko je treba nekaj storiti za Slovenijo, ko je treba stopiti skupaj in pokazati državljanski pogum. Hvala, ker ste danes tu. Danes, ko je v deželo spet prišla pomlad. Na trgu sredi Ljubljane, ki bo nekoč nosil ime po dr. Jožetu Pučniku, očetu slovenske države. Na trgu, kjer se je leta 1988 rodila slovenska pomlad. Na trgu, kjer je bila leto kasneje prebrana Majniška deklaracija, na temelju katere smo ustvarili samostojno Slovenijo. Blizu Trga Republike, kjer se je pred skoraj natančno 30 leti zbralo na 10.000 ljudi v protest proti Udbo mafiji. Tudi danes smo se zbrali, da tistim, ki našo domovino uničujejo, odločno povemo dovolj. Več nas bo, bolje bomo razumeli svet okrog nas, lažje se bomo uprli norostim in bolj uspešno bomo gradili Slovenijo blaginje. Zato vse, ki še niste člani Slovenske demokratske stranke, vabimo, da se že danes pridružite naši veliki družini, ki gradi Slovenijo. Pristopne izjave lahko dobite na vseh vogalih tega trga danes, tako da kar pogumno. Na teh naših stojnicah pa tudi smo dali prostor in povabili k sodelovanju založbo Nova obzorja, ki ima odlične knjižne uspešnice. Vabljeni k nakupi tudi teh. Sedaj pa si najprej oglejmo nekaj značilnih izjav, ki ilustrirajo aroganten način delovanja svobodnjaške levičarske koalicije. Z njim so v manj kot 2 letih naredili veliko škode Sloveniji. Zato danes več kot 70% ljudi
delo Golobove vlade ocenjuje negativno. Po ogledu teh norosti pa bomo na oder povabili k mikrofonu predstavnika našega današnjega gostitelja, predsednika mestnega odbora Slovenske demokratske stranke Ljubljana, gospoda Aleša Hojsa. Govorite o menedžeriranju te vlade, ki jo menedžerira vrhunski menedžer. Vrhunski menedžer. V tunelu je noč najtemnejša. Dobim navodilo in me nič ne skrbi. Ne vem, od kje prihaja, pa zakaj. Vse ni važno. Dobil sem ga in sem rešen odgovornosti. V tem je naš Zoran Janković, predsednik, on ni kralj, ki ga moramo braniti za vsako ceno. On je kraljica. On je naše najmočnejše orožje. Mi smo ta mir dobili pred enim letom na volitvah. Prepričan sem, da velika večina iz tega prostora je podprla vlado dr. Roberta Goloba. In če me sprašujejo, kaj je prinesel, je preprosto dejstvo, prinesel nam je mir. Ko SDS-u in Janezu Janši jasno povemo. Dosti te imamo, pedi v penzijo, ker tja je kamor spadaš. Pa dve naravni zdravili imamo proti COVID-19 in to je D-vitamin in sonce in morska slana voda. Odlično je, da je val sedaj, ker lahko gremo vsi na morje in se tam pozdravimo. Se ne hecam, to je, prosim lepo, čista resnica. Eni strani se kaže, da se čakalne dobe v resnici niso podaljševale, se je pa število ljudi, ki je v čakalnih vrstah povečalo. Včasih je treba biti potrpežljiv, mi smo bili potrpežljivi, tudi spoštljivi. Kakšen človek si, da invalidom otežuješ življenje, zato ker si misliš, da imaš pravico do stavke. Ko se spraviš na invalide, takrat jaz nimam več, se opravičujem, spoštovanja do takrat človeka. Da je vse eno ali stavkajo, ne. Rezultat bo enak. Res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili. Razen, da bi imel več denarja na računu in bi zapravljal za mogoče večje neumnosti. Super, vem, da ste vsi napeti. Zato, ker bo happy end na koncu. To bo dodatek, po katerem vsi dobite ne procentualno, ampak nominalno enako. To je 600 evrov. In dogovorili smo se še nekaj, da ne bomo dajali več nobenih javnih obljub. Ali vi sprejemate odločitve v dobrobit države ali v dobrobit zasebne partnerice? To vprašanje je tako deplasirano, da... Zakaj je to deplasirano vprašanje? A vi veste, kaj ste vprašali? Ja, seveda, vem, zelo dobro. Povejte mi en primer. Vam kar povem primer. Ko se je gospa Tina Gaber oglasila glede odstrela medvedov, ste vi takratnega ministra Brežana takoj naslednji dan pozvali, naj zamrzne odstrel medvedov. Da, in odstrel je tekel naprej in konec debate. Ja, ampak vi ste intervenirali kot predsednik vlade, ne? Potem, ko je vaša partnerica dejala, da se je zdi odstrel medvedov. Nobena resna zahodna demokracija ne izvaja politike nobene v resnici preko Twitterja. Ali menite, da vam res ni treba odstopiti, ker ste zahtevo, da Tatjana Bobnar očisti policijo Janševih kadrov, ste včeraj dejali? Bomo počistili s temi zavržnimi praksami, s temi, ki so pripeljali do zaplinjanja Ljubljane, do zlorabe policije in še vseh ostalih inštitucij. In če kje kdo ve, veste to vi. Tudi na RTV-ju smo se zavezali vsi skupaj, da bomo očistili janšizma. In jaz vem, da vi natančno veste, kaj to pomeni. Vi pa ste uporabljali termin, da je treba očistiti janšiste. Kdo so zdaj za vaši janšisti v policiji? To je problem, gospod Golob. Ta izjava je njena. Ena sama resnica in ogromno natolcevanja. In edina resnica, ki jo je povedala, je bila ta, da sva se Maja, preden je bila imenovana, dogovorila, da ima eno samo nalogo. In to je, da očisti policijo janšistov. Ona je to ponovila včeraj. Gospod Golob, to ni desna politika, to je fašizem, pravite? Ne želim z vami prerekati, ampak tega nisem nikoli rekel. To ni desničarska politika, ampak fašizem. In jaz mislim, da je cajt, da temu rečemo, da je dovolj. Yes, I want to adopt a gorilla, but that means leaving the gorilla in the natural environment. Spoštovane Slovenke, Slovenci, državljanke, državljani, naj vas v imenu mestnega odbora Slovenske demokratske stranke
lepo pozdravim v Ljubljani. Zaradi vas, zaradi poštenih, delovnih, domoljubnih ljudi je danes Ljubljana praznična. Sicer pa Ljubljana ni tako praznična. Zadnja anketa med Ljubljančani, opravljena pred dobrima 2 mesecema, je pokazala, da kar 70% njih meni, da se Ljubljana vodi koruptivno in da je korupcija in klientelizem način dela župana Zorana Jankovića. Sam nisem bil anketiran. Če pa bi bil, bi dodal še nekaj. Po moji oceni v vsej samostojni Sloveniji tako pokvarjenega in skorumpiranega politika, kot je Janković, še ni bilo. A danes nismo tukaj zaradi Zorana Jankovića, danes smo tukaj zaradi Vlade Republike Slovenije. Zato pa, ker je Ljubljana prestolnica te republike, dovolite nekaj besed tudi o Ljubljani. Kot veste, je zavetnik Ljubljane Sveti Jurij. Po legendi je premagal zmaja. Zato mnoge ljubljanske stavbe, tako znotraj kot zunaj, krasijo njegovi kipi, slike, na ljubljanskem zmajskem mostu pa so postavljeni 4 zmaji. Torej, kdo pa je bil v resnici Sveti Jurij? Sveti Jurij je bil vojak, pravi vojskovodja. Živel je tam okoli leta 300 v rimskem cesarstvu in vedel je, da se kot vojak bori za Boga in cesarja. Takrat je cesar v starem Rimu bil Dioklecijan. Ta vladar se je odločil, da bo najprej močno dvignil davke, zato da bo lahko napolnil svoje cesarstvo. Mnogi trgovci in podjetniki so zaradi tega takrat propadli. Potem se je odločil, da bo kot prvi v zgodovini reguliral cene. Zaradi tega tako kmetje kot trgovci pod ceno niso želeli več prodajati svojih izdelkov in nastopila je lakota in veliko pomanjkanje. Tisto, kar pa je bilo najhuje, odločil se je, da bo svoje cesarstvo spremenil v božanstvo. Odločil se je, da bo začel preganjati kristjane in da je on edini Bog na tem svetu. Jurij se je temu uprl, zato ga je preganjal in v velikih mukah, mučeništvu tudi umoril. Kasneje so Jurija, vsled vsega, kar je storil, imenovali za svetnika. In sedaj se boste vprašali, kaj ima Dioklecijan veze z našo vlado. Ne, Dioklecijan nima prav velike veze z našo vlado, ima pa naša vlada veliko veze z Dioklecijanom. Saj niste pozabili, kako je gospod Golob obljubil in uresničil višje davke in višje plače. To je naredil že Dioklecijan. Niste pozabili, da je tudi Golob reguliral cene. Saj veste, tiste v košarici izdelkov so regulirane, samo ne vemo še, kje jih lahko kupimo. In ne nazadnje, naš Golob, če mu rečemo bolj preprosto, tudi naš sončni kralj je želel vzpostaviti svoje cesarstvo. Zato je to, kar ste tukaj spremljali, udejanjal. Povedal je ne zgolj kristjane ali pa drugače verujoče. Povedal je, da je potrebno odstraniti janšiste. Zato je naš sončni kralj podoben Dioklecijanu. Je pa Dioklecijan
potem ko je videl, da se vse sesuva, naredil tudi dobro in pametno potezo. Sam je odstopil, se preselil na drugo stran Jadrana, tam v Splitu imate še danes njegovo palačo in je užival Bog ve s kom do svoje smrti. Zato je upanje, da tudi Golob odstopi, se posveti svojemu nakradenemu denarju in uživa v novi ljubezni, ki jo je našel. Nimamo pa, nažalost pa v naši domovini nimamo zgolj sončnega kralja. Imamo tudi bizantinsko pašo. In ne vemo, kdo je danes boljši. Učitelj, torej kraljica ali učenec, skakač. Zdi se, da je kraljica še zmeraj v prednosti. In ko se danes tukaj zbiramo zato, da povemo, da je dovolj, bi se rad spomnil na nekoga, od katerega smo se poslovili v prejšnjem tednu. To je bil prvi predsednik ljubljanske vlade, izvoljen na prvih demokratičnih volitvah, gospod Marjan Vidmar. Nikoli ne bom pozabil njegovih besed, ki je rekel: naše orožje so zgolj resnica, delo in poštenje. V vseh drugih stvareh so oni boljši. In to še kako drži. To še kako drži. To še kako drži. V vseh 30 letih so bili boljši v korupciji, v klientelizmu, v prirejanju resnice, v manipulacijah medijev. Zato je čas, danes čas, da se prebudi nova slovenska pomlad. Hvala vam, ker ste prišli, ker ste del Hvala, ker ste prišli, ker ste del te slovenske pomladi. Ne pozabite, nevarno je biti del slovenske pomladi, tako kot je bilo nevarno Juriju, ki se je uprl cesarju. Ampak pogumni ljudje se ne uklonimo tudi ne takrat, ko posnetki dokazujejo, da za doseganje ciljev morda nekdo leži zakopan, zabetoniran v projektu Stožice ali pa na smetišču Barje. Grozljivo! Slovenska pomlad nikoli ne bo umrla in ne bo se vračala zgolj na nekaj let. Slovenska pomlad živi. Zato živela Slovenija, živela slovenska pomlad, Bog vas živi! Danes bomo veliko povedali z besedami, pa tudi s pesmijo in glasbo. Z nami so slovenski kulturniki in umetniki iz različnih krajev naše domovine. Godba Stična, Marko Fink, Kulturno društvo Duplek, ansambel Aplavz, Tone Kuntner in oktet Simona Gregorčiča, ki nam bo zapel pesem Simona Gregorčiča Eno devo le bom ljubil. Devo le bom ljubil, eno devo le bom ljubil, eni vedno zvesto stal, druge nikdar ne bom snubil, nikdar drugi srca druge nikdar ne bo snubil, nikdar drugi srca.
ni v okrogu zemlje, lepše ni v okrogu zemlje. Mila ljubav je tako, da jo zlati zorob jemlje, da smehlja se in nebo. Da jo zlati zorob jemlje, da smehlja se in nebo. Njo le bom ves čas življenja, njo le bom ves čas življenja, ljubil iz srca globin. Ljubav moja je Slovenija, jaz pa slaven zvisen sin. Ljubav moja je Slovenija, jaz pa slaven zvisen sin. Ni Slovenije brez slovenske zemlje in slovenskega kmeta. Pridelujejo hrano, vzdržujejo krajino in ohranjajo slovensko identiteto. Slovenski kmet se je prvi povezal v politično organizacijo, ki se je zoperstavila totalitarnemu režimu. Danes se bojuje proti pretirani domači in evropski birokraciji, proti razlaščanju in za preživetje. Spregovoril nam bo mlad slovenski kmet Gregor Planko. Kaj naj povem zbrani množici, ki čuti, da je čas za spremembe, čas za novo upanje, čas za nov začetek nečesa velikega. Kmetje iz dneva v dan skrbimo, da pridelamo hrano, ki nam vsem daje moči in zdravja, pa vendar od pristojnih zahtevamo, da takoj sprejmejo in uveljavijo zakonodajo, ki bo preprečila zavajanje potrošnika o izvoru hrane, ki je na naših krožnikih. Zahtevamo ureditev izvajanja masnih bilanc v celoti za vse sektorje kmetijstva. Da bi zagotovili samo oskrbo slovenskega naroda, zahtevamo spremembo politike najemanja kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Republike Slovenije na način, da imajo prednost družinske kmetije pred pravnimi osebami. Zavračamo laži, da nekaj podjetij zagotovi 2/3 slovenske tržne kmetijske pridelave. Že 20 let govorimo o propadu 3 kmetij na dan, pa vendar iz leta v leto poslušamo o več kot 55.000 oddanih vlogah za pridobitev kmetijskih subvencij. Od kmetijske ministrice in vlade Republike Slovenije zahtevamo takojšen oster nadzor nad tako imenovanimi kavč kmetijami, ki jim je potrebno preprečiti oddajo subvencijskih vlog. Gre za namerne kršitve, ki so lahko dokazljive, zato naj Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja opravi svojo nalogo. Zahtevamo zmanjšanje birokracije v kmetijstvu, saj se ukvarjamo s pridelavo hrane in ne z izpolnjevanjem obrazcev. Kmetje okolje varujemo že stoletje, zato ne potrebujemo neumnosti, kot je tako imenovani zeleni prehod, ki služi samo kapitalu, ne pa ljudem. Povprečna velikost slovenske kmetije je manj kot 10 hektarjev, zato zahtevamo prerazporeditev sredstev od velikih k manjšim kmetijam.
z začetkom degresije pri 50 hektarjih in kapice pri 300 hektarjih. Sredstva za investicije je potrebno nameniti družinskim kmetijam, ki skrbijo, da slovenski narod ne bo lačen. Zahtevamo takojšnje zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter nadaljnje učinkovito upravljanje z zvermi in divjadjo. Ljudje imamo prednost pred živalmi. Bog blagoslovi predrago Slovenijo in njene prebivalce, pa predvsem kmete, ki so od nekdaj braniki slovenstva. Slovensko kmečko srce se ne bo vdalo, ker je v njem tisočletna identiteta slovenske družine in zgodovine. Ne bomo dovolili, da pozabimo na slovenskega kmeta, slovensko družino, slovenske kulture, slovenski jezik, slovensko zgodovino. Tukaj smo in tukaj bomo ostali. Srečno, moja draga Slovenija. Hvala. Videl sem zjutraj zrcalu, sive pramene v lasi, truden nasmeh. Pa sem v trenutku spoznal, da bo prekmalu čas za slovo in za zadnji pozdrav. Kdo bo sadove požil, kdo v njih užival, srečen ustvarjal tako, kot sem jaz sam. Sin je od doma odšel, jaz pa sem upal, da vrne se, da ne čakam zaman. Oj, zemljica, kdo poskrbel bo za ti, izklanjal se k tebi vsak dan, kakor jaz. Počila se boš, saj morda pride čas za mlade i pridne roke. Sadove požil, do njih užival, srečen ustvarjal tako, kot sem jaz sam. Sin je od doma odšel, jaz pa sem upal, da vrne se, da ne čakam zaman. Oj, zemljica, kdo poskrbel bo za ti, izklanjal se k tebi vsak dan, kakor jaz. Počila se boš, saj morda pride čas za mlade i pridne roke. Za mlade i pridne roke.
Raja se bo umaknila, sem to prepričan, zato ker primarno, ker ne služi nobeni funkciji več. Edina pot, kako urejati, kako učinkovito upravljati z migracijami, legalizacija. Najslabše, kar se nam bo zgodilo, je to, da bi migranti sami prosto se sprehajali po Sloveniji, zato da ne vandrajo po Sloveniji, po gozdovih in vznemirjajo ljudi. Oblastniki javno vabijo ilegalne migrante v Slovenijo. Število nezakonitih prehodov se je zato zelo povečalo. Azilni domovi pokajo po šivih, kriminal narašča, zapori so polni trgovcev z belim blagom. Vsak ilegalni migrant, ki v Sloveniji zaprosi za azil, vas po izračunih Računskega sodišča stane 2000 evrov na mesec. Brez posvetovanja z domačini in občinami je Golobova vlada določila lokaciji 2 novih migrantskih centrov na Obrežju in Središču ob Dravi. Ljudje v teh občinah so se tej samovolji povsem upravičeno enotno uprli. K mikrofonu vabim poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Andreja Kosija, ki prihaja ravno iz teh koncev. Spoštovani Slovenci in spoštovane Slovenke, v današnjem času smo priča številnim ilegalnim migracijam na ozemlje Evropske unije. Na 10 000 ljudi nelegalno prehaja tudi našo prelepo domovino. In medtem, ko prehajajo ilegalno našo mejo in uživajo vse dobrote, 2000 evrov nastanejo naši upokojenci životarijo. In prav ilegalni migranti so povzročili tudi to, da si danes ljudje brez solzivca v žepu ne upajo varno hoditi po Ljubljani. In namesto, da je vlada doktorja Roberta Goloba zagotovila ustavno pravico, to je varnost, je brez posvetovanja z lokalno skupnostjo odločila, da organizira izpostavo azilnega doma v Središču ob Dravi na Obrežju. Središče ob Dravi slovi po tem, da ljudje tam živijo varno, obdelujejo slovensko zemljo in pridelujejo najboljšo bučno olje v Sloveniji. In občani in občanke občine Središče ob Dravi ne bodo dovolili, da kdorkoli na silo posega na njihovo ozemlje. In občani in občanke občine Središče ob Dravi vladi doktorja Roberta Goloba sporočajo, tako kot smo leta 1991 branili mejo Slovenije, jo bomo branili tudi danes in zavedno. Zato, ker ljubimo Središče in ljubimo našo domovino. Živela Obrežje, živele Središče ob Dravi in živela Slovenija. Bog daj, Slovenija! Rad hodim tja, gor v hribe zaljubljen sem v slovenske planine, uživam v lepotah dežele te, naše prelepe Slovenije.
v koči dobim se s prijatelji, lepe domače prepivamo si, zraven pa izi raztegne mi, naj vlada veselje pri vseh ljudi. Ponosen sem, ker tu živim, deželi tej, ki ljubim jo, na prsih nosim rožmarin in srcu mojo Slovenijo. Kozarce zase dvignimo, ker dobro srcu mislimo, zdravica odmiva naj se povsod, poživi ves slovenski rod. Bog živi vas, Slovenke in Slovenci! Takrat, ko zunaj se zdani, Triglav nas kliče, da pridemo si. Če vice zlize nam v glavo, potem s Triglavom nič ne bo. Pa kaj za to si pravimo, Triglav nas vedno čakal bo. Prišli na vrh bomo enkrat vsi, ker pravi slovenski sinovi smo mi. Ponosen sem, ker tu živim, deželi tej, ki ljubim jo, na prsih nosim rožmarin in srcu mojo Slovenijo. Kozarce zase dvignimo, ker dobro srcu mislimo, zdravica odmiva naj vse povsod, poživi ves slovenski rod. Kozarce zase dvignimo, ker dobro srcu mislimo, zdravica odmiva naj se povsod, poživi ves slovenski rod. Bog vas živi, Slovenke in Slovenci! Slovenska pomlad je pomlad vseh pomladi in je zasluženi dar zgodovine. Slovenska pomlad je neponovljiva, a ponovljiva slednjo pomlad, ko kmet gre po vsaki premagani zimi na polja in njive orat in sejat, srčno in zvesto kot prvo pomlad. Kam je letelo vse hrepenenje? Komu je bila darovana najboljša moč srca in razuma, odkot je vrela, kam se je vračala vsa radost in bolest. Resnično, domovina, nisem te ljubil, kakor cmerav otrok, ki se drži matere za krilo, tudi te nisem ljubil, kakor solzno meškobni vzdihovalec, ki ti kadi v lica sladke dišave, da te skele uboge uči. Ljubil sem te s poznanjem. Videl sem te vso v nadlogah in v grehih, v sramoti in v zmotah, v ponižanju in v bridkosti.
Zato sem z žalostjo in srdom v srcu ljubil tvojo oskrunjeno lepoto, ljubil jo 100-krat više in 100-krat globje od vseh tvojih trubadurjev. Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo, domovina, da boš videla, kdo ti je pravičen sin. Ivan Cankar! Natočimo v čaše svoje, kape zlati še enkrat. Z bratom brat naj srčno boje, brata mi pozdravljaj, brat. Zemlja rodna, zemlja sveta, tebi mi nazdravljamo. Tebi v blagor brez trepeta srčno kri zastavljamo. Živijo, oj živijo, oj živijo, naše so mladenke in možje so rodu čast. Živi, živi Bog Slovenke, živi rod in njega last. Sončne so planine naše, cvetni longi senčen gaj. Kvišku bratje v roko čaše, živi Bog slovenski raj. Živijo, oj živijo, oj živijo, Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage Slovenke, dragi Slovenci, je danes in bo jutri Janez Janša. Spoštovani Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji, danes je Ljubljana kljub dežju zopet slovenska. Toliko ljudi, kot se nas je danes zbralo na tem trgu, je ta trg videl nazadnje v tistih junijskih dneh leta 1988, ko je v Slovenijo prišla slovenska pomlad. Hvala. Hvala za
ta lep prizor. Žal se danes nismo zbrali zato, da bi se spominjali dobrih časov. Zbrali smo se, spoštovani, zato, ker sta Slovenijo v zadnjih 2 letih prizadeli 2 katastrofi. Ena je bila ujma povodenj lanskega avgusta, druga je bila Golobova vlada 1. junija 2022. Zdaj, namesto, da bi ob silni večini, ki jo imajo v državnem zboru, odgovorno upravljali z državo, so vladanje razumeli kot prisvajanje te države. Ponavljajo pristope, ki smo jih deloma v Sloveniji že videli, pa tudi pristope, ki so danes značilnost svetovne levice. Ta se je včasih borila za delavce, danes pa samo še za lastne žepe in ilegalne migrante. Iz njih želijo narediti nove volivce, ker jim domačih zmanjkuje. Predvsem pa je ta katastrofa, politična katastrofa, ki smo jo doživeli junija leta 2022, naplavila vladavino nesposobnih. Zdaj, prej je bilo nekaj tega ilustrirano na platnu. Pravzaprav na dan izstrelijo več neumnosti, kot si jih lahko zapomnimo, zato bi lahko to, na žalost, poslušali cel dan. Ampak kaj je ta vladavina nesposobnih, ki smo ji priča? Recimo, imamo vlado, kakršne še nismo imeli. Zdaj, mladenič, ki v življenju ni nič delal in trdi, da so izvozniki Ahilova peta slovenskega gospodarstva, je minister za delo. Zdaj, gospa, ki je redno obiskovalka Čebin, pa tudi Fotopuba, je ministrica za kulturo. Nekdanji direktor, ki je spravil v stečaj 3 podjetja, je minister za finance. Torej, gospa, ki je prišla na predstavitev v državni zbor s 3 papirnatimi fascikli, je ministrica za digitalno preobrazbo. Zdaj, nekdo, ki je komik, ki je tik pred epidemijo vrgel puško v koruzo, je minister za obrambo. In potem imamo mojstra, ki podira ograjo na meji, hkrati pravi, naj ljudje ob vse večjem migrantskem valu zaklepajo hiše, in je minister za vašo varnost, minister za notranje zadeve. No in potem seveda imamo vrhunskega menedžerja, ki nas vsak dan preseneti z kakšno novo formulo za rešitve v stilu tiste o kardelju in bolni kravi, in to je predsednik vlade.
Zdaj vsaka vlada, ki je v državnem zboru, če je demokratično izvoljen, dobi podporo, je pač vlada, bi morala biti vlada celotne države. Vendar to državo ne dobiš v last, ampak v odgovorno upravljanje. In pravzaprav so to pred volitvami tudi obljubljali. Obljubljali so, da bodo delali drugače. Pa poglejmo nekaj teh primerjav. Kaj ti res delajo drugače? Ampak dvomim, da v tisto smer, v katero so šle obljube. Recimo, nekaj primerjav. Lani med Božičem in Novim letom so denar iz postavk za naravne nesreče, za obnovo po poplavah, prerazporedili za podrtijo na Litijski, za katero zdaj ne vejo, zakaj bi jo uporabljali, in še za mnoge druge namene. Mi smo še ne tako dolgo nazaj v mandatu, ki je bil zaradi epidemije zelo težak, ko je ob koncu leta na kakšnih postavkah ostajalo kaj denarja. Ta denar prerazporedili po celi Sloveniji za šole, vrtce, športne dvorane, športna igrišča, domove za starejše. Drugače je bilo to. Če danes pogledate spletne strani slovenskih ministrstev, boste tam našli milijonske razpise za vse živo. Med drugim delijo denar za proučevanje spolov v podsaharski Afriki. Zdaj, mislim, to je res drugače, ne? Kajti mi smo denar namenili za delovanje Urada za demografijo v Mariboru in za pomoč mladim družinam. Drugače je bilo to. Potem mi smo državne urade selili po Sloveniji, oni so v Ljubljani ustanovili še 4 nova draga ministrstva in pred kratkim so imenovali celo še 4. podpredsednika vlade za Instagram. Tako da s stroškom ni konca. Zdaj, kljub epidemiji in težkim časom smo naši vladi za kmetijsko politiko zagotovili dodatnih več 100 milijonov evrov. Oni pa, kot smo prej slišali, so kmeta dodatno obdavčili in zdaj nekatere celo razlaščajo. Drugače je to. Naporih za digitalizacijo ste dobili digitalne bone in vsak si je lahko kupil tisto, kar potrebuje. Oni so nabavili 13 000 starih računalnikov, ki so zdaj že 1 leto v skladiščih. Zelo drugače je to. Mnogi se verjetno še spomnite, mi smo v času, ko ni bilo inflacije, tistim z najnižjimi pokojninami razdelili draginjske dodatke. Oni niso sposobni pokojnin uskladiti niti z visoko inflacijo. Hkrati vračajo razširjevalcem virusa po Ljubljani upravičeno naložene globe, pišejo pa jih, kot smo ravno prej slišali tamle, na novo nezadovoljnim kmetom, ki protestirajo. Res je to drugače. Zdaj, ko smo mi prevzeli vlado, dan potem, ko je bila razglašena epidemija, smo med drugim dobili na mizi tudi podpis pogodbe za projekt obnove hotela pri Kongresnem centru Brdo zaradi predsedovanja, kao mudilo se je, za 40 milijonov evrov.
Mi smo to preklicali in ta hotel je bil obnovljen za 12 milijonov evrov. Velika razlika. Danes obnavljamo železniške postaje ob tirih, ki so še iz časa Avstro-Ogrske. Slovenske železnice potrebujejo modernizacijo, ampak ta se mora začeti tam, kjer bomo potem dejansko dobili hitrejši, sodobnejši železniški promet, ne pa recimo pri železniški postaji, kjer bo obnova stala 170 milijonov evrov. Tam je 600 potnikov na dan, to je 300 tisoč evrov na enega potnika. Pa to ni edini tak primer. Dogajajo se seveda tudi drugi in ob tem, ko se vlada hvali, kako je znižala inflacijo, podpisuje anekse za podražitve, kjer gredo pač cene in stroški gor za 50, 60, 70%. Glejte, pred našimi očmi se dogaja kraja vesoljskih razsežnosti. In še bi lahko... Glejte, danes smo se zbrali tudi zato, da to krajo vsaj malo omejimo, da jim povemo, ne boste vedno na oblasti, nekoč se bo to raziskalo in kar bo ukradeno, bo treba vrniti. Zato resno sporočilo z tega trga: ustavite konje pri tej vesoljski korupciji. Prej smo slišali kolega Kosija, ki je govoril o ilegalnih migracijah. V migrantskem valu, ki se je izjemno okrepil v zadnjih mesecih, lahko bi rekli vse odkar imamo to vlado, ki ilegalne migrante neposredno vabi, so številke neobvladljive. Hkrati je potrebno vedeti, da niti 10% teh ilegalnih migrantov k nam ne prihaja iz držav, ki so v vojni. Prihaja iz držav, kamor evropski turisti odhajajo na dopust. Tuniziji, Maroku, Alžiriji, glejte, tam ni nobene vojne. Tukaj gre za uvažanje novih volivcev na vaše stroške, za levico in za razgradnjo naroda. To je v ozadju. Glejte, zato, ker je to tudi v času pred evropskimi volitvami eno od osrednjih političnih vprašanj, pa da nam ne bi kdo očital, da smo neki zadrti, blutenboden nacionalisti, še 3 stavke o tem, kaj migracije dejansko so. Formula nekega zdravega in razumnega odnosa do različnih vrst migracije namreč preprosta. Beguncem, materam in otrokom, ki bežijo iz držav, ki so v vojni, tudi Slovenci pomagamo po svojih močeh. Dokazali smo to v času vojne v Bosni in dokazali smo to zdaj, ko je vojna v Ukrajini. Nisem slišal nobenega, ki bi imel karkoli proti tej pomoči. To so begunci. Potem so to delovni migranti. To so tisti, ki pridejo legalno k nam z delovnimi dovoljenji, z urejenimi dokumenti
In tisti, ki pride na ta način k nam, ki želi tukaj delati, je seveda dobrodošel, če izpolnjuje pogoje. Pričakujemo pa, da bo tudi ta spoštoval naš način življenja in naše običaje in da se bo čim prej naučil slovensko in ne obratno. No in potem imamo tukaj še ilegalne migracije. Kdor v Slovenijo pride ilegalno, iz varne države, ni begunec, ni delovni migrant, ampak je nekdo, ki je prekršil zakon. In ta, spoštovani, v Sloveniji nima kaj iskati, naj bo na višku svojih življenjskih moči doma in naj v svoji lastni domovini izboljšuje pogoje za življenje. Zdaj, to je tako humano kot razumno in povsem normalno stališče do migracij, ki, hvala Bogu, vse bolj prodira tudi v višje evropske kroge. Vendar pa pri nas, kot ste prej slišali izjavo predsednika vlade, ni vsem popolnoma jasno. Dejal je, edina rešitev za ilegalne migracije, da jih naredimo legalne. Se pravi, da ne bo nobene razlike, ali prideš na našo mejo s potnim listom ali brez njega. Mislim, na ta način ne bo šlo. Oni so sami pomnožili ta problem ilegalnih migracij. Zdaj, ko je tukaj v Ljubljani narastel vsem čez glavo, ko narašča kriminal in azilna domova na Viču in tamle na Kotnikovi pokata po šivih, bi pa radi ta problem razselili po Sloveniji. In domačini na Obrežju in središču ob Dravi se povsem zakonito, upravičeno, legitimno temu upirajo. Nihče jih ni nič vprašal. Zdaj, poleg tega meni prehodi, tudi če bi šlo za upravičene begunske centre, niso primeren kraj za to. Pa še nekaj bi morali vedeti, pa tega nihče ne pove. V Bosni so migrantski centri v glavnem čim bližje hrvaške meje. Kaj mislite, zakaj? Zato, da gredo čim prej naprej. Zdaj, pri nas bi jih pa postavili čim dlje, zato da bi čim dlje ostali. Moram reči, da so res mojstri na vladi. Torej, vsa podpora domačinom, ki se upirajo nerazumnemu početju slovenske vlade, ki hoče problem, ki ga je sama zakuhala in ga še naprej kuha, močno kuri pod tem ognjem in vabi ta migrantski val v Slovenijo in čez Slovenijo in ta problem zdaj hoče porazporediti po celi državi. In ljudstvo se je temu uprlo. Se spomnite, kako in koliko so govorili o ljudstvu. Še 2 leti nazaj po slovenskih trgih. Vsak je prišel kolesariti, je bil ljudstvo. Zdaj se je pa ljudstvo dejansko uprlo, pa naenkrat to nič več ne šteje. Spoštovani, že prej je Alenka tukaj povedala, da to, kar počne ta vlada, ne glede na to, da so depolitizirali osrednje medije, skušajo s propagando zakrivati dejansko stanje, ne samo, da ne uživa več večinske podpore ljudi, ampak
je 70% ljudi v Sloveniji proti takšnemu načinu delovanja. Zato smo zgrmeli na neko zgodovinsko dno legitimnosti katerekoli vlade v Sloveniji in to z vidika slovenske ustavne ureditve čim prej terja predčasne volitve. To je edini način. To je edini način, ki ga pozna demokracija, da se narod, ljudstvo, država izkoplje iz takšnega močvirja. Ampak, kot smo slišali zadnje tedne, imajo še nekaj trikov v rokavu. Zdaj, ker je popolnoma jasno vsakemu, ki logično razmišlja v tej državi, da nam vladajo nesposobni, se zdaj skuša s starimi triki preusmerjati pozornost od te nesposobnosti. In imamo zdaj tekmovanje v predlogih za posvetovalne referendume. Tako se starejšim na mestu dostojnih pokojnin in delujoče dolgotrajne oskrbe in paliativne oskrbe smrtno bolnim ponuja referendum o pomoči pri samomoru. Gospodarstvu in aktivni generaciji, ki plačuje vedno višje davke in prispevke, pa se namesto manjših administrativnih in davčnih bremen ponuja dodatno evidentiranje delovnega časa. Zdaj mladim so na začetku mandata obljubljali 30 tisoč novih stanovanj. Zdaj teh stanovanj ni in kaj jim ponujajo? Legalizacijo marihuane. Torej, kdor bo vse to kupil, tako kot nekatere dosedanje obljube svobodnjakov, bo to zelo drago plačal. Seveda pa se zanašajo še na nekatere druge stvari. Recimo, zanašajo se tudi na to, da bo na prihodnjih volitvah volilna udeležba na podeželju nizka, ker so njihovi sodniški kadri v okrajnih volilnih komisijah množično ukinjali volišča v številnih okrajih. Na stotine volišč so ukinili. Zanašajo se tudi na kozmični dež in na računalniški program Državne volilne komisije, ki je pri zadnjih volitvah v Državni zbor najprej napačno porazdelil mandate. In seveda zanašajo se tudi na dejstvo, da so glasovnice v volilnih skrinjicah na predčasnih volitvah dneve in noči nepreštete vse do konca volilnega dne v nedeljo in vmes brez kredibilnega nadzora. Zato, spoštovani, zato zahtevamo dopolnitev volilnih pravil glede nadzora, vrnitev volišč, kjer so bila ukinjena, in neodvisno zunanjo revizijo računalniškega programa Državne volilne komisije. Dokler se zdaj, ko so stvari jasne, to ne zgodi, bo na vsakih naslednjih volitvah, če se to ne popravi, obstajala senca dvoma. No in ob koncu, v tem času, ko je sicer v Slovenijo prišla pomlad, ni pa še poletja in še malo bogate jeseni,
nekaj besed o tem, kako iz tega močvirja, v katerega so nas pahnili. Dejstvo je, da moramo po nesreči, ki nas je dohitela 1. junija leta 2022, stopiti skupaj, tako kot smo stopili skupaj ob naravni nesreči avgusta lani. Takrat je Slovenija pokazala, da znamo stopiti skupaj, da znamo ločiti bistveno od nebistvenega in da nam ni vseeno, kaj se dogaja z nekom, ki je v nesreči. Tudi ko gre za politično katastrofo, ki je zadela Slovenijo, se bomo iz tega izkopali, če bomo znali stopiti skupaj. Kajti, še posebej v zadnjem desetletju so nas naučili, da iz tovarne za reciklažo in izdelavo novih političnih obrazov prihajajo vse slabši izdelki. In naslednji tak izdelek bo še slabši. Zakaj? Zakaj bo vsak naslednji izdelek še slabši? Zato, spoštovani, ker lastnikom te tovarne ne gre za Slovenijo, gre jim za oblast in za privilegije. In takšna tovarna nikoli ne bo dala boljšega izdelka. Vendar, verjetno to tudi sami čutite, pa tudi tako poln trg danes to dokazuje, prihaja čas, ko je zelo velikemu delu naših rojakov, ki so prej mogoče še živeli v zmoti, to postalo jasno. Zato se ta čas izteka, je pa res, da bo treba veliko popravljati. In vprašanje je, kako. Mogoče se kdo ne bo strinjal, ampak naš odgovor ni in ne bo enak njihovem. Mi ne izključujemo. Mi ne grozimo z maščevanjem in ne grozimo s čiščenjem golobistov. Kajti, če kaj, potem nas je nekaj desetletij življenja v samostojni državi in mnoga leta izgubljenih priložnosti, zaradi katerih so naše plače in pokojnine za tretjino manjše od tega, kar Slovenija dejansko zmore, naučile, da mora Slovenija za dobro prihodnost dihati z obema kriloma svojih pljuč. Zato mi ne izključujemo, ampak ponujamo izbiro. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami. Vendar naj bo hkrati jasno, to, kar so porušili, bomo zgradili nazaj. In to, kar so pokradli, bo vrnjeno ljudem. Dragi Slovenke in Slovenci, dragi rojaki, mi smo narod Trubarja, Prešerna, Slomška, Cankarja, Balantiča, Slavka Avsenika, Lojzeta Slaka, Borisa Pahorja, Zorka Simšiča in Draga Jančarja. Smo pa tudi narod Rudolfa Maistra, Danila Zelena, Janka Premrla-Vojka, Lamberta Erlicha, Ivana Omana, Franceta Tomšiča, Jerneja Molana, Petra Petriča, Edvarda Peperka,
Rudija Šelige, Ivana Boršterja in Jožeta Pučnika. Zato mi, ki smo danes zbrani tukaj in še mnogi drugi, ki čutijo enako, vemo, da še vedno gre za Slovenijo. Zato bomo stali in obstali. Zato vemo, da je danes in da bo jutri. Tistim pa, ki mislijo, da se lahko v neskončnost norčujejo z vašega dela in življenja, pa tudi tistim, ki so nam ukinili Muzej slovenske osamosvojitve, zato za konec skupaj namenimo nekdanjo slovensko himno, ki je v samostojni Sloveniji tudi uradna himna Slovenske vojske. Naprej zastave slave, naj plapolajo visoko, ponosno in pogumno. Bog živi Slovenijo! Kar skupaj, tisti, ki jo znate, kar skupaj prosim zapojmo. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagorod četnjave naj puška govori. Z orožjem in desnico desimo vragu grom, zapisat v kri pravico, ki terjajo naš dom. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagorod četnjave naj puška govori. Draga mati je prosila, roke okol vrata vila, je plakala moja mila, tu ostani, ljubi moj, z Bogom mati, ljuba, zdrava, mati mi je očetnjava, ljuba moja, čast in slava, hajdmo za njo v boj. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagorod četnjave naj puška govori. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagorod četnjave naj puška govori. Naprej, naprej. Naprej zastava slave. Slovenska zastava ima 3 barve in v njih se lahko vsi prepoznamo. V Sloveniji je dovolj prostora za vse njene hčere in sinove. Slovenija je naša edina domovina, zato jo imamo radi, zato smo jo pripravljeni graditi in braniti in zato bomo stali in obstali. In še enkrat, več nas bo, bolje bomo razumeli svet okrog nas,
lažje se bomo uprli norostim in bolj uspešno bomo gradili Slovenijo blaginje. Zato vse, ki še niste člani Slovenske demokratske stranke, še enkrat vabimo, da se že danes pridružite naši veliki družini, ki gradi Slovenijo. Pristopne izjave lahko po končanem shodu najdete na stojnicah ob robu trga. Tam lahko dobite tudi najnovejše izdaje odličnih knjižnih uspešnic založbe Nova obzorja. Hvala vam, dragi slovenski domoljubi in demokrati, za današnji čudovit dogodek. Veliko se nas je zbralo in veliko vztrajnosti želimo tistim, ki nas bodo preštevali. Hvala še posebej našim mojstrom slovenske besede in pesmi, Marku Finku, kulturnemu društvu Duplek, ansamblu Aplavz, Tonetu Kuntnerju, oktetu Simona Gregorčiča in godbi Stična, ki nam bo za slovo zaigrala še venček lepih slovenskih. Srečno pot domov in Bog živi Slovenijo!